Pozdravljeni vsi skupaj. Tudi letos sem se udeležil maratona Franje, ki velja za enega najštevilčnejših kolesarskih dogodkov v Sloveniji. Ker se lani nisem uvrstil med prvih 200 in nimam nekih posebnih vez, sem se na štart odpravil že kakšno uro pred pričetkom, da bi bil v svojem boksu čim bolj spredaj. No, kljub vsemu, kot lahko vidite, sem čakal kar nekaj časa od strela pištole do tega, ko smo se dejansko začeli premikati. Kljub počasnemu štartu je tempo v Ljubljani vedno hiter in kot na elastiki, velika pospeševanja in zaviranja zaradi gneče in prav zaradi tega se pogosto dogajajo takšni in drugačni padci. Tudi letos mi ni bilo treba dolgo čakati, da sem zagledal prve žrtve in le malo kasneje tudi druge. K sreči tukaj ni šlo za nič drugega kot nekaj izgubljenega časa, kolesarji so, kot izgleda, lahko nadaljevali. Nekaj manj sreče so imeli tej, nekje na pol poti med Ljubljano in Vrhniko, kjer je prišlo do množičnega padca in vsaj kot je bilo slišati, niso več vsi nadaljevali. Tukaj se vsako leto sprašujem, zakaj organizatorji enostavno ne priredijo zaprte vožnje vsaj skozi Ljubljano, s tem bi se izognili kar nekaj padcev. No, ostali smo dokaj nerazburljivo prišli do Vrhnike in vrhniškega klanca. Tukaj se začnejo formirati prve skupince, tako da sem poskušal priti nekako v ospredje. Sam imam FTP tam okrog 300 vatov, tako da sem imel tukaj cilj, da držim približno 300 vatov in kamor pridem. Kot lahko vidite, mi je uspelo kar nekaj mest pridobiti. Na koncu sem se nekako znašel ujet med dvema skupinama, tako da sem kar sam nadaljeval, dokler me ta ni našel in prepričal, da greva loviti tisto skupino tam v daljavo. Delala sva hitre izmenjave, tempo je bil res hud, ampak počasi sva se začela približevati skupini v ospredju. In ravno, ko se mi je že zdelo, da sva jih ujela, mi zdrsne zadnja guma in končam na pločniku. K sreči z mano ni bilo nič hujšega, s kolesom pa razen zadnjega menjalnika in sprednje desne ročke tudi nič. Tako da sem lahko hitro nadaljeval, edina škoda, kar je bila, je, da sem izgubil te dve skupinci. K sreči naslednja skupina ni bila daleč zadaj, tako da sem si lahko hitro priključil in skupaj smo s hitrimi menjavami počasi začeli dohajati in prehitevati ostale ubežnike. Sledil je spust v Idrijo, katerega sem se kar nekako bal, saj sem precej slab v spustih in kot smo videli, tudi ovinki niso moji prijatelji. Ampak z nekaj truda, predvsem po končanih ovinkih, sem se nekako uspel obdržati v tej skupini.
Tako smo skupaj prišli v Idrijo, kjer je vzdušje vedno dobro, saj je tukaj veliko navijačev, in nadaljevali z umirjenim tempom proti Cerknem. Čeprav je tempo relativno umirjen, naklona niti ni, so hitrosti tukaj vedno zelo visoke, tudi do 60 oziroma čez 60 km/h. Tako da je res pomembno, da se držiš skupine in izkoristiš zavetrje, ki ti ga nudijo. Tukaj smo prišli v Cerkno, kjer je še več navijačev in vzdušje je res enkratno. Sledi najtežji vzpon na trasi na Kladje, v dolžino okrog 6 km s povprečnim naklonom 6%. No, tukaj je postalo že zelo toplo, čez 30 stopinj. Tako da je ta voda res prijela, pa še malo sem se lahko povlekel ob predaji bidona. Malo naprej so bili kot vsako leto tej tuši, kjer se lahko pohladiš. Jaz sem se jih letos izognil, saj sem imel lani probleme zaradi mokrih zavor na spustu. V začetku me kar nekaj kolesarjev prehitelo, ampak jaz sem držal svoj tempo in jih proti vrhu začel dohajati in prehitevati. Na vrhu sem se mogel ustaviti, da sem si dopolnil bidone. Tam se mi je zdelo, da to traja celo večnost, ampak na srečo me ni preveč kolesarjev prehitelo. Mogoče bi si mogel naslednje leto zrihtati neko letečo predajo pod vrhom, kot to dela veliko ostalih. Letos je bilo na trasi kar precej odsekov, kjer je bilo delo na cesti razrita in makadamska cesta. Ta je bil daleč najslabši in, kakor sem kasneje tudi slišal, zahteval največ predrtih zračnic. Sam imam tuble z gume in kadar delajo, so res super. Sem enkrat že dobil trn v gumo in gledal, kako se mi je v 3 obratih zafilala. Po drugi strani pa se mi je že spraznila čez noč oziroma puščala brez neznanega razloga, tako da če delajo, so super, če ne delajo, pa nočna mora. S skupino smo nadaljevali po Poljanski dolini in s hitrimi menjavami dohajali ostale kolesarje, vse dokler nas ni ulovila ta skupina. Jaz ne vem, kaj so te fantje jedli prejšnji dan, ampak tempo je bil res brutalen. V zavetrju za več kolesarji sem kar nekajkrat šel čez 400 vatov in komaj držal z njimi. Tempo je bil res brutalen in kljub vsej navijaški podpori v Škofji Loki, ki je res odlična in mogoče celo najboljša na celotni trasi, nismo zdržali in se nas je neka manjša skupinca formirala na repu, kjer smo nekoliko počasnili tempo. Kljub počasnejšemu tempu sem mogel tudi to skupino počasi spustiti naprej. Verjetno sem naredil napako, ker sem predolgo vztrajal s tisto hitro skupino proti koncu Poljanske doline, saj sem tukaj komaj še noge obračal. Dohitela sta me še 2 večji skupinci, s katerimi sem vztrajal nekaj kilometrov, nato pa nadaljeval v solo izvedbi proti Ljubljani. Tukaj sem srečal še enega nesrečnika, ki se je s podobnim tempom kot jaz vlekel proti Ljubljani, tako da sva kar skupaj nadaljevala. Do Ljubljane sem že toliko prišel k sebi, da sem se lahko priključil in zdržal z naslednjo skupino. Na predzadnjem ovinku smo zagledali še enega nesrečnika, ki je padel in obležal. Upam, da ni bilo nič hujšega. Tako pa je sledil še zadnji ovinek in šprint proti cilju. Ter high five pri 40 km/h. Zanima, če tega moža kaj bolela roka po koncu dneva.
Za konec lahko rečem, da imam mešane občutke glede letošnjega izida. Po eni strani sem zelo zadovoljen z držanjem tempa med Ljubljano in Škofjo Loko, z obema vzponoma, tako na Vrhniko kot na Kladje. Mogoče bi lahko še malo bolj pojačal. Po drugi strani imam tisti nepotreben padec v Logatcu, kjer sem zgubil precej v redu skupino. Še slabše pa je bil ta polom v Škofji Loki, kjer sem totalno pogorel in se dobesedno odvlekel do Ljubljane. No ja, nekaj si je treba pustiti tudi za naslednje leto.